18. usporednik. Zadnja skladba, ki smo jo prej slišali, je bila On the Level, zato se pa že spodobi, da smo tudi v 18. usporedniku na nivoju. V sam prestolni Bruselj smo poklicali in tam je Igor Jurič. Igor, lep pozdrav. Damo, lep pozdrav tudi tebi in poslušalcem. Začniva nujno, ker z zavezništvom NATO, tale junijski vrh smo kar dolgo naprej napovedovali, ki se bliža. Včeraj si bil med obrambnimi ministri, ki so se verjetno spopadali s številkami in odstotki za obramb proračune držav članic po novem, ali če rečeva Bobu Bob, po ameriškem ali Trumpovem. Se mi zdi, da je Mark Rutte prej kot ne kurirček. Kako je bilo? Ja, ne bom rekel, da je v stilu Franceta Prešerna ne boj mesarsko klanje, ampak za številke pa se je šlo. Ampak te številke so v bistvu, bom dejal, posledica potreb in o teh potrebah, se pravi vojaških zmogljivostih, so pravzaprav včeraj odločali obrambni ministri, o samih številkah pa bodo potem, kot si že omenil, vrh konec meseca v Hagu, sami voditelji. In zdaj glede na to, kar se je včeraj dogajalo, so obrambni ministri, nekateri so govorili celo o zgodovinskem dnevu, sprejeli odločitve o tem, kako povečati vojaške zmogljivosti zaveznic. V bistvu, po domače rečeno, gre tukaj za največje oboroževanje članic NATO po koncu hladne vojne. In povečali naj bi predvsem tiste vojaške zmogljivosti, kjer je NATO nekako najbolj šibek, se pravi, da najbolj zaostaja za svojimi morebitnimi nasprotniki, in tu je seveda daleč v ospredju Rusija, ki že več kot 10 let napada Ukrajino. Ne smemo namreč pozabiti, da se je vse začelo že leta 2014, ne pa šele pred 3 leti. No in za ilustracijo morda, kakšne so te razlike v zmogljivostih. Rusija samo v 3 mesecih proizvede toliko streliva kot vseh 32 članic NATO v celem letu, pa je NATO gospodarsko 25-krat močnejši od Rusije. No in zdaj glavne zmogljivosti, ki jih bo moral NATO ukrepiti v naslednjih letih. Rutte je recimo včeraj ob koncu dejal, da so to predvsem področja zračne obrambe, rakete dolgega dosega, krepitev vojaških enot, logistika, poveljniške in nadzorni sistemi, se pravi tanki, letala, rakete. Seveda bo treba povečati tudi število vojakov v Evropi. Recimo nemški obrambni minister je omenil številko za Nemčijo za kakih 50 do 60 tisoč vojakov. In seveda tudi Slovenija bo morala na tem področju še marsikaj narediti. Naš obrambni minister Sajovic je dejal, da bomo okrepili predvsem zračno obrambo, kjer naj bi poleg teh 3 sistemov IRIS-T srednjega dosega, naj bi se jim pridružila še 2 krajšega dosega, pa potem bomo šli v nabavo francoskih samohodnih havbic, krepili helikopterske zmogljivosti, skrbeli za boljšo oborožitev ali pa dobro oborožitev slovenskih vojakov in tako naprej. In seveda, to pa je zdaj povezano z denarjem, kot si prej omenil, in Rutte je včeraj pričakovano prišel na dan s formulo, ki naj bi zadovoljila tako Trumpa kot tudi Evropejce. Že prej si omenil Trumpa, ta je že mesece in mesece zahteval, da se dvigne obrambne izdatke na 5%. Zdaj seveda Evropejci so bili ob tem zgroženi, šokirani nekateri. In Rutte je, mislim, da iznašel neke vrste formulo, ki naj bi zadovoljila obe strani. Za tiste klasično vojaško porabo, se pravi za oborožitev, naj bi šlo 3,5% družbenega bruto proizvoda, za poldrugi odstotek, 1,5%, pa naj bi šlo za vse stvari, ki spadajo v ta širšo definicijo varnosti in odpornosti. So nekako povezane, Ja, tako, Igor... Recimo neka infrastruktura za hitrejše prevažanje vojaških enot. In 3,5 plus 1,5 skupaj da 5.
Odlična matematika. In recimo, da bodo vsi zadovoljni. Tako. Ja, ampak mene še nekaj zanima, čisto na kratko, Igor, ko si jih opazoval, obrambne ministre. Zdaj, vemo, da nekateri med njimi so tudi za 5% zgolj za orožje navijali že davno prej, ampak ali so včeraj vsi trobili v isti rok ali si opazil kako črno ovco upornika? Ja, zdaj... Lahko bi rekel, da seveda nisem bil v dvorani, kjer so potekale razprave, tako da tistih zakulisnih dogajanja mi ni poznano. Mislim pa, da je bilo to kar v glavnem soglasje, ko si že omenil, nekateri da omenjajo 5% že zdavnaj, tudi med Evropejci. Seveda ta navdušenje do 5% ali še več za obrambo je seveda odvisno od bližine države do ruske meje. Se pravi, države na vzhodu absolutno navijajo za 5%, bolj ko se oddaljuješ in če prideš recimo do Španije, Španci mislim, da so tam morda še kar precej se postavljajo na zadnje noge, čeprav da je nekdo od njih dal veto na kako tako odločitev ali pa se resno upiral, mislim, da tega ne bo, ker je vsem jasno, da enostavno je treba dati več za obrambo. Ne nazadnje tudi Američani, Trump, ki zelo navija za to in ves čas poudarja, da mora Evropa storiti več. Samo z 2 podatkoma morda bi še tukaj postregel. V letu 2024, to so zaenkrat ocene, so Evropa in Kanada skupaj za obrambo dale 520 milijard ameriških dolarjev, ZDA same pa 935 milijard ameriških dolarjev, so pravi krepko več. In potem, če zdaj te 5%, o katerih šele bodo sklepali, če postavimo malo ta širši globalno sliko, recimo Rusija že zdaj za obrambo namenja nekje 6,7% BDP-ja, Kitajska pa naj bi letos po predvidevanjih namenila 7,2%. In seveda obe dve državi sodita v najožji krog neprijateljev zveze NATO. Skratka, kakorkoli obrnemo, še bo pokalo. Žal. Igor, žal. Zdaj, ko si že omenil malo tudi ZDA, prejšnji petek, sva se z Andrejem Stoparjem, dopisnikom iz Washingtona, takole v 18. sporedniku razgovorila o trumpističnemu denarnemu kaznovanju univerze Harvard, se je znano. Ampak kot slišim, imaš pa ti še en dodatek, eno tako okroglo, nekaj o belgijski princesi, ki študira tam, se da prebrati v medijih. Ja, izredno zanimiva zgodba. Človek v bistvu niti ob tovrstnih novicah, ki prihajajo iz ZDA, ne bi na kaj takega pomislil, ampak dejansko belgijska kronska princesa, se pravi, da bo nekoč v prihodnje postala prva belgijska kraljica, Elizabeta, zdaj študira na Harvardu. Končala je 1. letnik magistrskega študija. Tuja študentka. Ja, pridna študentka je končala vse svoje obveznosti. Tuja študentka je, ne? Je pa tuja, seveda. Se upravičujem, ker se nekoliko slabše slišal. V redu. Je pa tuja študentka in zdaj se seveda v kraljevi palači sprašujejo, kaj storiti, čeprav je končala 1. letnik. In zdaj so v igri 3 scenariji. Prvi je seveda, da Trump vztraja pri svoji odločitvi in to postavlja pod vprašaj prihodnost princese Elizabete, ker nihče ne ve, ali bo dobila potrdilo, da je končala 1. letnik. Če ga bo dobila, ali bo šla lahko na kakšno drugo univerzo s tem potrdilom študirati, v ZDA seveda. In tako naprej. Druga opcija je seveda, da se Trump odloči in naredi izjemo za vplivne tuje študente. Kajti moramo vedeti, da na Harvardu študira ogromno otrok iz plemiških družin, pa tudi iz zelo bogatih družin, se pravi iz neke vrste elite. In zdaj tukaj v Belgiji si pravijo, če bi Trump se odločil, da naredi izjemo za elitne študente, tuje študente, ali bi princesa Elizabeta lahko sprejela tako ponudbo. In seveda zdaj tukaj pravijo, to seveda se ne bi spodobilo, kajti v državi, kjer
razglašajo, ne, da se borijo za družbo enakih možnosti, bi bilo zelo čudno, če bi princesa izkoristila to izjemo za recimo elitne študente. Ne. In potem, seveda, tretja opcija pa je, da Trump se premisli, ne bi bilo recimo prvič, da spremeni kako svojo odločitev in potem bi seveda princesa lahko nadaljevala študij naprej normalno v ZDA. Kajti pojavila se ne tudi varianta, ideja, da bi prišla, pa če bi se vse ostalo pri Trumpovi odločitvi, da bi se vrnila v Belgijo in tu nadaljevala študij, ampak potem, glede na notranje politične razmere v Belgiji, ki so zelo zapletene, ne, se je potem pojavilo spet vprašanje, ali bi nadaljevala študij na flamsko govoreči univerzi ali na francosko govoreči univerzi. Ali bi šla na katoliško univerzo ali na liberalno usmerjeno univerzo, kajti vse to, ne, seveda ima v Belgiji velik simbolni pomen. Igor, žal sem se domislil še četrte možnosti, ne? Da bo princesa tako razočarana nad dogajanji med ameriškim študijem, da bo ostala neizobražena, kaj češ. To pa ne, je že na Oxfordu končala svoj vsaj prvo bolonjsko stopnjo. Da sploh, Igor, ima te dni Belgija kar nekaj težav z drugimi državami. Ne? Namreč do polemike naj bi prišlo med belgijskimi in nizozemskimi znanstveniki in pri tem naj bi Belgijci s severnim sosedom ali kako kradli veter, to naravnost izpred njihovih vetrnic ali kako že gre ta zgodba, no? Ja, imaš prav, ne? Tudi zelo zanimiva zgodba in sicer zdaj bi morda sodila še v to rubriko zanimivosti, ne? Bi se pa morda lahko kdaj spremenila tudi v kaj večjega, bolj resnega in če malce ne predelam ta nek znan izrek, bi lahko rekel, ne, kdor krade veter, žanje vihar. Problem je pa namreč sledeč. Vodja nizozemske meteorološke službe, ki izhaja sicer iz univerze v Delftu, je Belgijo obtožil, da sicer nenamerno krade veter nizozemski in sicer naj bi vetrni parki, ki jih ima Belgija postavljena v Severnem morju, odzeli tam nekje do 3% moči nizozemskim vetrnicam. Razlog je pa seveda povsem izhaja iz narave, ne? Vetrne elektrarne namreč delujejo tako, da zajamejo veter in seveda za turbino potem veter piha z manjšo močjo. In ker v morju stoji na stotine tovrstnih vetrnic v tako imenovanih vetrnih parkih, za njimi veter seveda piha z manjšo močjo. In ker Nizozemska leži vzhodno od Belgije, tam vetrovi potem pihajo malo počasneje in z manjšo močjo in vetrnice se ne vrtijo s polno močjo in posledično to pomeni za Nizozemce nekoliko manj proizvedene električne energije in zato je zdaj ta nizozemski vremenoslovec, vodja te službe, predlagal, da bi bilo potrebno to nekako urejati morda celo na mednarodni ravni, da ne bi prihajalo do teh tako imenovanih nenamerne kraje vetra. Je pa tako, ne, Nizozemcem se v prihodnje verjetno obeta še kar precej slabe volje, ker namerava Belgija v naslednjih letih do leta 2030 postaviti še nekaj 100 vetrnic, ker ima seveda cilj, da vzpostavi za 6 gigavatov vetrnic v Severnem morju. Saj vemo, ne, treba je ozeleniti naše gospodarstvo. Super. In zato se potrebuje obnovljive vire energije. Lepa reč je tale zgodba. Letečemu Holandcu jemljejo veter iz jader, ne? Pa še po mlinih na veter najbolj poznamo Nizozemsko. No, pri nas imamo pa veš okrog vetrnih elektrarn povsem drugačne težave, ker nam vetra nima kdo kje ukrasti. Saj poznaš tisto, če ni, še vojska ne vzame. No, ampak Igor, ti si veš, naš najbolj zahodnoevropski stalni dopisnik, ne? Mislim, da danes res težko rečeva, da ni v tem obdobju na Zahodu nič novega. Nizozemska, ne, že nekaj časa živi v političnih zagatah, zdaj je celo zadnji volilni zmagovalec, neonaci Geert Wilders, izstopil iz vladne koalicije. Premier Dirk Schoof je že za jesen napovedal nove predčasne volitve. Ja, zdaj, kako se bo točno ta politična drama, sicer po svoje nič novega na Nizozemskem, odvijala, bomo še videli. Ne? Kaj, recimo tudi prejšnja vlada, ki pa ji je načeloval
sedanji generalni sekretar Zveze NATO Rutte, je tudi razpadla zaradi vprašanja migracij. Wilders, ki je, tako kot si dejal, na prejšnjih volitvah leta 2023 premočno zmagal, zdaj sicer sam osebno ni bil vključen v vlado zaradi svojih ekstremnih stališč, zlasti proti muslimanskih pa proti migracijskih, ampak njegova stranka pa je sodelovala v tej vladni koaliciji in je bila tudi največja, ima tudi največ poslancev v belgijskem parlamentu. In zdaj je očitno presodil, da bi mu ustrezalo, da izstopi iz vlade. Ostalim trem koalicijskim partnericam je predstavil pravzaprav ultimat v 10 točkah. Glede migracij, tam je recimo zahteval uvedbo vojaških patrulj na mejah, zavračanje vseh tistih, ki zaprosijo za azil že na meji, potem ukinitev združevanja družin za že priznane begunce, potem pošiljanje domov vseh Sircev, kajti on pravi, da je v Siriji zdaj vse v redu in da je to varna država. Poleg tega pa naj bi tudi izganjali iz države. Pravim, da Wilders verjetno računa na to, da bo na tem valu migracij dobil predčasne volitve, za katere pravijo, da naj bi bile recimo tam oktobra ali novembra. Je pa ta njegova poteza naletela na ostre kritike ostalih strank, ker menijo, da je zdaj čas, ko bi morala Nizozemska, tako kot vse ostale države, se spoprijemati z bolj resnimi geopolitičnimi zahtevami, pa tudi domačimi problemi, kot so naraščanje življenjskih stroškov in podobno. Hvala lepa, Igor Jurič, se slišimo še kdaj, no, pa naj morda Wilders se res, bom rekel, oklene vala migracij in tam zmaga na volitvah, ampak na valu 202 mu to ne bo uspelo. Hvala, Igor. Tudi tebi. Lep pozdrav.